Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem o Brunu in njegovih kar 100 prijateljih. So ušeska napeta? Potem pa začnimo. Bruno se je s prijateljema odpravil na ribolov. Na poti je nenadoma zagledal čuden predmet. Kaj pa je to? Radovedno ga je pobral. Bil je podoben škatli. Kako lepo, je bil navdušen Bruno. Kje pa si? Čakava te, ga je klical Reno. Zdaj ne morem, jima je odgovoril Bruno. Udobno se je namestil in začel pregledovati zanimivo škatlo. V notranjosti je našel res super stvari, slike, ki jih ni še nikoli videl, besede, ki jih ni še nikoli prebral, glasbo, ki je ni še nikoli slišal. Predvsem pa v škatli je bilo veliko prijateljev. Kaj pa imaš v rokah? Sta ga na poti domov vprašala Reno in Riko. Poglejta, je rekel Bruno in ponosno pokazal nenavadno škatlo. Pravkar sem ugotovil, da je to mobilni telefon. Čemu pa služi? Sta ga vprašala prijatelja. Z njim bom dobil veliko prijateljev, je rekel Bruno. Toda saj sva midva tvoja prijatelja, sta bila presenečena Reno in Riko. Že, ampak vidva sta samo 2. Že zdaj imam vsaj 100 prijateljev po vsem svetu. Oprostita, toda trenutno za vaju res nimam časa. Odkar je Bruno našel mobilni telefon, se je ukvarjal samo še z njim. Od zgodnjega jutra pa do poznega večera. Klepetal je, gledal filme ali poslušal glasbo. Reno in Riko sta bila zaskrbljena. Hotela sta, da bi bil njun prijatelj spet takšen, kakršen je bil. Zato sta ga povabila, da bi z njima nabiral med. Potem pa bi imeli v gozdu tudi piknik. S seboj sta vzela še lešnikove zavitke, ki jih je Bruno zares oboževal. Toda zaman. Brunu je bilo mar le za njegov mobilni telefon. Nimam časa, je bilo vse, kar je rekel. Nedolgo zatem pa se je zgodilo nekaj strašnega. Baterija mobilnega telefona se je izpraznila in čudežna škatla ni več delovala. Kaj se je zgodilo? Je bil presenečen Bruno. Kje so moji prijatelji? Je stresal napravo. Panično je tekel sem ter tja po gozdu in mahal svojim mobilnim telefonom. Ko sta ga Reno in Riko zagledala, sta bila prepričana, da z njim nekaj ni v redu. Kaj pa počneš? Sta ga vprašala. Poskušam najti pravo mesto, da bi se lahko povezal. Vsi moji prijatelji so izginili. Imel sem jih skoraj 500, zdaj pa sem vse izgubil, je jokal Bruno in po licih so mu drle solze. Da bi ga potolažila, sta ga Reno in Riko močno objela. Motil sem se, je rekel Bruno, ki je pogled zaradi sramu upiral v tla. Vidva sta moja prava prijatelja. Res je, sta se zasmejala Reno in Riko. Vedno bova tukaj, ko naju boš potreboval. Zdaj pa se pojdimo zabavat, je predlagal Riko. Ja, je vzkliknil Bruno. Toda najprej moram mobilni telefon vrniti tja, kjer sem ga dobil. Lastnik ga najbrž že pošteno pogreša. Veste, otroci, mobilni telefon ali katerakoli druga elektronska naprava ne more nadomestiti družbe sočloveka.
Zato spoštujte in imejte radi svoje prijatelje, kajti z njimi se lahko igrate, pogovarjate, z njimi lahko delite žalost in veselje. Oni bodo vedno ob vas, ko jih boste potrebovali. No, zdaj pa hitro spat. Ste že zaprli oči? Ste se že pokrili z mehko dekico? Krasno. En močan objem, poljubček in lahko noč.